Pozdravljeni, dragi moji. Midva sva Ivanka in Silvester in se vam oglašava kar iz našega vrta, iz tisočletne loke. To, kar ste videli, so bile stotinke za otroke. Še dobro, da so samo stotinke. Če bi bile desetinke, ne vem, kako bi preživel. Ja, takle vsak popoldan, pozno popoldne vznemirjamo naše sosede, pa upamo, da imajo dobro izolirana okna, ker smo kar precej glasni. Med tednom je v bistvu lovljenje pa skrivanje poleg kosila pa večerne molitve naše edino skupno druženje. Tako se malo razgibamo, pospešimo srčni utrip, predvsem pa sprostimo vse napetosti, ki se med nami naberejo čez dan. No, ampak to lovljenje je zdaj v teh dneh zame prav zgovorno. Kot ste gotovo opazili, sem od vseh članov naše družine najpočasnejša. In prav v teh dneh sem pomislila, da sem tako počasna tudi v veri. In da Jezus tudi meni večkrat reče, tako da je rekel učencem na poti v Emavs, o nespametna in počasnega mišljenja za verovanje. Božja beseda v tem času po veliki noči me tolaži. Tolaži v tem, da so bili prestrašeni, v dvomih, tudi Jezusovi najboljši prijatelji, njegovi učenci. Ampak Jezus jim tega ni zameril, enostavno je prišel k njim in jim je rekel, mir z vami. Jih je umiril in jih okrepil s Svetim Duhom. Torej, moram tudi jaz ponižno vztrajati, pa si upati prost, pa bo okrepil tudi mene. Pa ne zato, ker si bi jaz to zaslužila, kakorkoli s kakšnimi svojimi dejanji naprezani, ampak zato, ker nam je on to obljubil. Zato, ker je neizmerno milosten. Ja, upati v Gospoda je res milost. Posebej, če v teh časih, ko nas zasipajo z novicami o vedno novih okuženih, zbolelih, umrlih, da te postane kar malo strah. Še dobro, da največkrat časa zmanjka za vse te novice. Sicer pa Jezus je tu med nami in ta vesela novica bi morala preglasiti vse ostale. Verjamem, da je bil letos tukaj na našem vrtu na blagoslovu ognja z nami. Da je bil z nami tudi pri našem blagoslovu velikonočnih jedi, na našem velikonočnem zajtrku. In da je z nami vsak večer na kavču ob naši skupni molitvi. Za njega ni karantene. Tako, dragi moji, ostanite v dobri, najboljši družbi in privoščite si visokih obiskov.